dve ugodni plenarni predavanji, sta na malo višjem nivoju, zdaj se pa sluša pa nekaj o industrijskih projektih, o katerih se boste mogoče tudi sami lažje prepoznali. Čisto bolj zahtevni. Napovedal bom kar prvega govornika. Prvi govornik je gospod Franci Bracovič, prihaja iz Razvojnega centra Novo mesto. Povedal bo nekaj o delovanju Razvojnega centra, o podjetjih, ki tam domujejo in vas povabil sodelovati. Tega. Ta gre pa za ovratnik. Jaz sem kot čebelica Maja. Ja, okay. Lep pozdrav v imenu Razvojnega centra Novo mesto. Kdo od vas je že slišal za Razvojni center Novo mesto? Nihče? Ta se deluje, se vključiš. Okay, ja. Okej, še enkrat pozdrav v imenu Razvojnega centra Novo mesto. Kdo od vas je že za Razvojni center Novo mesto slišal? Eden. Dobro. Dva. A ima kdo štipendijo? Nihče nima štipendije. Zanimivo. Ampak če bi imeli štipendijo, bi zelo verjetno imeli štipendijo preko nas. Mi furamo en program regijske štipendijske sheme, kjer polovico sredstev prispevajo delodajalci, polovico država, mi smo pa tisti providerji, ki vse skupaj aranžiramo, predvsem pa v netu pišemo različna poročila. Okej. Kasneje se mi bo pridružil kolega, ki bo zelo predstavil zelo en tak lep tehnološki projekt. Čisto za začetek, no, Andrej je že tukaj, za začetek bom pa jaz vseeno nekaj osnovnih podatkov o Razvojnem centru. Zdaj smo polnoletni po vseh standardih 18 in 21. Leta 97 smo bili ustanovljeni. Ustanovila nas je takratna občina Novo mesto pa skupaj z Obrtno in gospodarsko zbornico z namenom razvijanja podjetništva. To je bil primarni namen, kasneje smo pač prerasli te dimenzije, pridobili ogromno novih projektov, tako da nas je danes zaposlenih 25, smo pa zelo močni na področju podjetništva. In se v podjetništvu nahajamo v tisti fazi, ko nas ni videti. Se pravi, smo zadaj, smo podpora, imate idejo, ne veste kako, pridete do nas, mi pomagamo. Znani smo recimo po start-up dogodkih. 2 tedna nazaj smo imeli 8. start-up vikend. Imamo pa to podjetniško sceno, pa podjetniške izzive tako močno organizirane, da če uspete pri nas zmagati, imate zelo veliko verjetnost, da zmagate tudi na nivoju Slovenije, velike možnosti pa pol tudi, da kje više. No, tako. Lani je tudi ekipa iz šolskega centra, ki je tudi skozi vse te mehanizme start-up vikendov in podobno šla skozi, potem bila najuspešnejša tudi v Ameriki. Tako da ta del je super. Kaj mi počnemo? Počnemo to, da nudimo mentoriranja, da dajemo odgovore na neka vprašanja. Predvsem pa se pojavljamo v tej fazi, ko v bistvu zaključuješ nek študij, ali pa si v študiju, pa razmišljaš o tem, kaj bi naprej počel, pa imaš neko idejo, ampak ne znaš teh prvih korakov narediti. Svet podjetništva je seveda marsikdaj negotov in zato je ena taka pomoč na začetku s svetovanjem, z mentoriranjem zelo pomembna. En od projektov, ki ga zdaj bomo začeli v začetku prihodnjega leta, je tudi ta, da bomo ponudili zaposlitev za 4 mesece pri nas. Se pravi, boš redno zaposlen, prejemal plačo, vse to, kar gre, in v teh 4 mesecih boš skupaj z našimi mentorji lahko razvil
podjetniški načrt. Nek poslovni načrt, kako jutri iz te ideje, iz neke želje, neke ideje, narediti nekaj, od česar se bo dalo tudi kakšen evro zaslužiti. To je, ta projekt se imenuje Poni, spremljate na spletni strani naši ali pa na Facebook strani, imamo tudi dosti teh objav. Takrat, ko to bodo skupine po 10, 3 skupine na leto bomo imeli in pa naslednje 3-4 leta bomo ta projekt izvajali. Na ta način imamo kar zelo veliko izhodov v podjetništvo. En tak zelo lep primer, ki ga radi predstavimo, je podjetje Hemptouch, kjer so prišli nadobudni mladi ljudje v ta program, pa so rekli, mi imamo neko idejo, pa nekaj bi, pa pol še ni bila čisto dobra, pa smo malo preboksali, pa pol so se pogovarjali s sosedem, pa je imel tudi on neko idejo, ampak pol so iz 3 idej so naredili eno idejo. Danes, 6 let po tistem, kar so se sploh pogovarjali o ideji, imajo podjetje, ki na leto ustvari v letu 2018 približno 1 milijon evrov prihodkov, 200 tisoč evrov dobička, pa nekaj manj kot 10 zaposlenih je. In šibajo naprej na moč. In seveda, ko ta ideja postane nekaj takega, da lahko vzameš v roke v obliki nekega poslovnega načrta, ki ima noter odgovor na vprašanje, ki se začnejo na k, kaj, kako, kdaj, kje, kdo, potem lahko ponudimo tudi prostore. Imamo podjetniški inkubator, v katerem ta hip, podjetniški inkubator Podbreznik, v katerem ta hip deluje preko 40 podjetij. Veliko podjetij je enoosebnih družb, ki se potem tudi nekatere pač ostanejo kot enoosebne družbe, nekatere se razvijajo v večje. Če bi vsa ta podjetja svoje zaposlene dala na kup, nas je v inkubatorju ta hip 165 zaposlenih. Če 40 podjetij, 165 zaposlenih, ki na leto ustvarimo med 25 in 30 milijoni evrov prihodkov. In to je že kar ena taka, bom rekel, zelo lepa zgodba in ena taka močna scena, na kateri se dogaja. Zdaj, naš na razvojnem centru je 25, letošnjo realizacijo bomo imeli 1,6 milijon evrov, v zadnjih letih pa rastemo z eno tako lepo hitrostjo 30% na leto. Tako nekako 30 do 40% na leto, skočimo vsako leto, pa za ene 5 zaposlenih se vsako leto povečamo. Sicer bomo se na eni točki tudi ustavili, ampak približno eno tako zgodbo imamo. Mogoče sem še kratka informacija o Centru razvoja, raziskav in inovacij. Mi smo nekaj let nazaj naredili en tak razmislek, da bodo za prihodnost nujni odgovori na tehnološke izzive. In smo rekli, da kaj je tisto v regiji, kjer smo zelo dobri. In smo rekli, industrijo imamo vrhunsko. Vrhunsko industrija na Dolenjskem je high-end. Je primerljiva z najboljšo industrijo na svetu. Imamo Revoz kot del skupine Renault, imamo farmacevta Krko in oba sta na svojem segmentu vrhunska. In danes smo že poslušali, na začetku, ne infrastruktura, ne finance, ključni bodo človeški viri. In zato smo mi tudi to zgodbo obrnili tako, da smo začeli delati na motiviranju, izobraževanju, usposabljanju mladih, najmlajših, da bi jutri se v večji meri usmerili v tehnologijo. In izvajamo krožke robotike, zabavnega programiranja in to raste. Zdaj, 3. leto že izvajamo, delamo za Lego Vidu, Lego Mindstorm, upgrade tega bo pa že delo s pravimi roboti. In zdaj to 3. leto v bistvu že šiba in se približujemo številu vključenih v te programe 1000. Ta hip je v krožkih vključenih približno 115 otrok, ki trajajo skozi celo leto. Delavnice, ki smo jih imeli čez poletje, jih je bilo pa 215. Ampak vsako leto to zraste. Tudi tukaj bomo prišli do nekega limita, ampak ideja je, da dobimo večji nabor mladih, ki se bo odločil za tehnologijo. In potem, ko greste v šolski proces, v srednjo šolo, višjo šolo, visoko šolo, ko to končate, se pa spet pojavimo mi, ko pa je prehod možen v neko zaposlitev ali pa v neko podjetništvo, o katerem sem razlagal. Pri nas se oblikuje ravno tako okolje Makerspace, ki ga imate tudi tukaj in to sodelujemo v bistvu s šolskim centrom, se pravi Makerspace Sidrom, pa Makerspace v podjetniškem inkubatorju Podbreznik, kjer pa se bomo, bom rekel, igrali že s pravimi roboti
in del na pravih konkretnih industrijskih projektih. Mi trenutno usposabljamo svojo ekipo na konkretnem projektu robotizacije dela linije v revozu. Tako okrepljeni s tem znanjem, s tem vedenjem, bomo seveda lahko jutri fit, bom rekel, tudi za to, da bomo usposabljali vas, ko boste v bistvu naredili naslednji korak v življenju. Poleg tega se pa lotevamo tudi drugih tehnoloških projektov, o katerih bo pa več povedal v nadaljevanju tako. Andrej, pa bi jaz kar zaključil, da ne kradem ta čas, sem še mogoče tale Fanu, ki je pri nas parkiran, ga uporabljamo tudi za šolske namene, to je ena taka lepa izobraževalna robotska celica, manjša, je pa seveda že zelo zmogljiva in se da marsikaj narediti, tako da hvala lepa. Takole. Lep pozdrav, jaz sem Andrej Dobrovoljc in vam bom predstavil temo z naslovom predvidevanje porabe električne energije. S to temo se ukvarjamo v okviru raziskovalnega projekta AI Energy Billing. Zdaj projekt, cilj projekta je prepoznati, kateri so tisti vplivni dejavniki, ki jih lahko nekako uporabimo pri predvidevanju porabe električne energije, se pravi predvidevanje v prihodnosti. Potem razviti sistem profiliranja uporabnikov oziroma porabnikov, različni so, eni so večji, eni so manjši, in pa vse skupaj potem pripraviti na eno tako obliko, s katerega se bo dal narediti produkt, software, ki bo sposoben s pomočjo umetne inteligence predvidevati, koliko bo porabe električne energije v prihodnosti. Projekt traja od leta 2019, se pravi od letos, in bo trajal do 2022, tako da vam bom predstavil neke delne rezultate. Zdaj, nosilec projekta je podjetje Tritav, nisem jaz iz podjetja Tritav, kot je bilo napačno rečeno v začetku. No, je pa to podjetje, gre za novomeško podjetje, locirano v inkubatorju, tako kot je že direktor prej povedal. V inkubatorju je precej podjetij in eno izmed njih je tudi podjetje Tritav. To gre za eno mlado ekipo, večinoma so to programerji, strokovnjaki za podatkovne baze, tako da so pa specialisti na področju programskih rešitev za komunale, za energetsko oskrbo, se pravi neko tako tržno nišo imajo. In v tem projektu je razvojni center kot podizvajalec, se pravi del te raziskovalne ekipe je tudi razvojni center. Mogoče še to omenim, da se raziskovalni projekt odvija v okviru programa Eureka,
in je sofinanciran tudi strani Ministrstva za gospodarski razvoj in pa seveda z evropskimi sredstvi. Dobro, zdaj pa, kje je sploh problem, zakaj bi predvidevali porabo električne energije? Zdaj, prvo vprašanje, zakaj moramo to res početi? Elektrika je malo poseben energent, ne? Če nekatere druge energente lahko skladiščimo, je pri električni energiji tako, da mogoče nekaj malega pospravimo lahko v kakšne baterije, sicer je pa treba proizvesti v vsakem trenutku toliko energije, kolikor jo bomo v resnici potrebovali. Če bomo ustvarili neke viške, to ne bo gospodarno. Če bomo električne energije premalo ustvarjali, spet ne bo dobro, ne bodo porabniki zadovoljni. Tako malo bolj, na en tak bolj preprost način povedano, ne. Zdaj pa, kako pa lahko naredimo, ne, da bomo gospodarni pri tem proizvajanju električne energije. Idealno bi bilo, če bi vsak porabnik sporočal, pa vnaprej povedal, koliko bo naslednji dan porabil energije, kar pa seveda ni možno, ne. Zato odgovornost za to nosi sistemski operater, borzen, in pa trgovci z električno energijo. To so tisti, ki mi plačamo položnice konec leta, konec meseca. Končnim uporabnikom, tudi recimo velikim podjetjem, ki veliko energije porabijo, jim to ni potrebno. Zdaj pa, kako pa sploh stvari potekajo na trgu, da bomo razumeli, kje je sploh problem. Električna energija se dejansko nabavlja v dveh korakih. Prvi korak je tak za daljše obdobje vnaprej, potem je treba pa vsak dan za naslednji dan poročati natančno, koliko elektrike bo nekdo porabil. Se pravi, dokaj zahtevna naloga. In če je ta napoved slaba, to za trgovca predstavlja ogromne stroške. Tukaj je zdaj vprašanje, kako mu lahko pomagamo, kaj lahko naredimo, da bo ta napoved čim bolj točna. No pa si poglejmo zdaj prvi korak, kaj dejansko, kako trgovci delajo. Vsak trgovec ima toliko in toliko gospodinjstev, ki od njega jemljejo energijo, in določeno število podjetij. In zdaj on mora vse skupaj sešteti, koliko električne energije bo porabil, in potem, tako kot v drugih trgovskih okoliščinah, poskušamo najprej nabaviti čim večjo količino, ne? In ta največja količina, ki jo lahko ocenim, je najcenejša. No in na trgu z elektriko imamo dva produkta. Eno produkt se reče kar pas, ogromen pas električne energije, ki jo bo rabil mogoče za naslednja 3 leta. No, potem pa, če tale krivulja na vrh kaže, koliko bo pa dejanska poraba potem po mesecih, pa potem kupuje druge vrste produkt, to je pa trapez, da se te prazne zapolni. No, te trapeze se pa kupuje za naslednji mesec, mogoče za naslednje 2-3 mesece. Najdražja elektrika je tisti drobcen del, ki manjka do popolnosti, ne. Zdaj pa drugi del. Sem omenil, da vsak dan mora za naslednji dan dajati napovedi. On se šteje, koliko bo rabil naslednji dan elektrike za vse svoje odjemalce. In mora to po urah natančno povedati, koliko električne energije bo porabljene. Če je ta napoved slaba, so stroški. Zdaj vprašanje, zakaj? Kje so te stroški? Zakaj sploh to omenjamo? Na trgu električne energije obstajajo pravila. In ta pravila so tako naravnana, da bi bili porabniki čim bolj dovoljuje
sistemski operater, da so te napovedi do 5% lahko imajo pogreška. Se pravi, vse, kar je več, če je napoved slabša, potem za več porabljeno energijo se plačuje kazni. Če pa smo napovedali preveč, pa premalo porabili, potem pa tisto energijo po mizerno nizki ceni odkupijo, kar spet v končnem izračunu pomeni slabo. No, da je pa stvar še bolj zapletena, je pa zdaj opazen trend, da v svetu narašča poraba električne energije, zaradi tega so potem tudi je prišlo do nekih ukrepov, s katerimi hoče še izboljšati to ekonomičnost. In od 1. januarja naprej bodo morali trgovci na 15 minut natančno dajati napovedi in vsak razkorak, v vsakem 15-minutnem intervalu bo posebej, bodo te kazni in to, kar sem prej omenil, se bo dogajalo. In še napovedan je, da se bo ta tolerančni pas še zmanjšal. Sem mogel malo daljši uvod narediti, zaradi tega, da boste razumeli, kaj je tukaj v ozadju, da zdaj lahko, mogoče tukaj še pokažem, na tele sliki. Tole oranžno je tisto, kar smo poslali kot predvidevanje, koliko bo porabljene. Če ta druga krivulja kaže, koliko je bilo potem dejansko porabljeno, sivi del predstavlja tiste nepotrebne stroške. Cilj tega projekta je narediti nek software, ki bo omogočal trgovcu, da bo ti dve krivulji čim bolj natančno ujel. In tukaj si lahko pomaga na različne načine. No in zdaj vedno bolj je aktualna umetna inteligenca. Zdaj, kaj lahko naredimo? Preden gremo v podrobnosti, mogoče še dve besedi pri takem izzivu, kakšne profile strokovnjakov potrebujemo, da lahko tako nalogo rešimo. Tako da na tem raziskovalnem projektu imamo matematike, računalničarje, specialiste za podatkovne baze, potem elektrostroka, strojniki, matematiko mislim, da sem omenil. No, skratka, matematiki tudi kar zelo pomembni na tem projektu. Zdaj, kaj lahko naredimo? Ugotovili smo, da podatki, odčitki za te 15-minutne intervale obstajajo, te odčitki so pri distributerjih električne energije in na osnovi tega se da mogoče neka predvidevanja narediti, če pogledamo, kako je bila ta poraba v preteklosti. Žal je pa situacija, kar se tiče števila podatkov, kar zahtevna. Če je recimo 1 milijon uporabnikov in če gledamo 15-minutne intervale, za vsak dan 96 odčitkov, je to ogromno podatkov. Niso količinsko, tako bi rekel, prostora, ne zavzemajo veliko, ampak za obdelati je pa to ogromno. Lahko si pomagamo z vremenskimi podatki. No in v naši ekipi smo potem razmišljali še naprej, kaj bi lahko upoštevali. Seveda, prva možnost je bila uporaba statističnih metod, na osnovi zgodovine bomo nekaj sklepali za naprej, na osnovi neke statistike. No pa se je izkazalo, da to mogoče ni glih najbolj uporabno v celoti, smo potem pogledali druge možnosti, naprimer upoštevanje tipičnih dni v tednu. Vsak dan v tednu je lahko drugačen, ali pa saj rečemo, delovniki so drugačni od vikendov in praznikov. Pa potem naprej, upoštevanje še drugih možnih dogodkov, vzdrževalna dela. Takrat, ko je vzdrževanje v velikem podjetju, je poraba drugačna. Kadar so dopusti, ali pa recimo takrat, ko se uvede dodatna izmena, poraba je drugačna. Potem tipični profili uporabnikov. Mogoče neko podjetje, manjše podjetje, ima čisto drugačen profil kot veliko podjetje, ali pa recimo manjše družine od
recimo tam, kjer živijo samo starejši ljudje. Zanimiva je tudi možnost prepoznavanja novih tipov porabnikov. Čedalje bolj je opazen trend, da se pravi, vedno več kupujemo električne avtomobile in seveda, takoj ko ima gospodinjstvo električni avtomobil, je poraba višja. Tako na primer so že na Norveškem ugotovili, da ob četrtkih, z četrtka na petek, se električna energija skokovito poveča. Zaradi tega, ker grejo potem v petek grejo na vikend in vsi polnijo svoje avtomobile. Če tega ne predvidimo, vemo, da so lahko potem težave pri napovedih. No in seveda, da ne bom preveč dolg, uporaba, vse to, kar sem naštel, vse te metode, potem še z uporabo nekih algoritmov umetne inteligence uporabiti za neko končno rešitev. V prvem koraku smo, oziroma v naslednjem koraku smo potem prepoznali, kateri so vsi te udeleženci, ključni udeleženci na trgu. Zaenkrat sta vključena v napovedovanje samo sistemski operater in pa trgovci. Mi ocenjujemo, da lahko z vključitvijo še ostalih, če jih motiviramo za to, lahko te napovedi izboljšamo. Predvsem recimo kakšni veliki odjemalci, če bi te motivirali, lahko stvari precej izboljšamo. V teh prvih ocenah in raziskavah smo uporabili 85 merilnih mest, se pravi podatke za 85 merilnih mest po Sloveniji. To so že bili 15-minutni odčitki in pa za obdobje enega leta. Potem smo vključili še vremenske podatke in pa, kar se tiče koledarja, smo uporabili samo to, kar je dejansko na voljo, se pravi vikende poznamo praznike in to je bilo za prvi korak vse. Takole recimo izgledajo rezultati ko smo preverjali vpliv vremena na porabo. No, nekako ne gre linearno, ko je zelo mrzlo, je poraba večja in tudi, ko je zelo vroče, se pravi, tukaj so temperaturna skala, ko temperature v okolju narastejo, se poraba poveča. Tlele moram. Zdaj, kar se tiče statistik, možnost predikcije na osnovi preteklih podatkov, s tem so se bolj ukvarjali matematiki in statistiki. Tukaj je kopico enih metod, pa se ne bom zaustavljal pri njih. Zdaj, velik problem pri napovedih predstavlja tudi razkorak, koliko porabijo gospodinjstva, se pravi, gospodinjstva malo porabijo, no in v našem vzorcu smo imeli samo nekaj malih podjetij in eno večje. V celotnem predvidevanju je to precej večji problem, če se zmotimo pri velikem porabniku. Tukaj so rezultati. Smo recimo uporabili metodo klasteringa, zato da smo prepoznali razlike med dnevi. Vsak dan ima drugačno krivuljo porabe. No in tukaj recimo na naslednji sliki tudi lahko vidimo en dan takšna krivulja za odjemno mesto, nek drug, naslednji dan je krivulja lahko čisto drugačna. Tako da se lahko precej zmotimo pri sami napovedi. Mogoče kot zanimivost, seveda, kar delamo, kar raziskujemo, ne ostajamo samo pri svojih rezultatih. Na področju elektroenergetike je trenutno precej projektov, ki poskušajo z umetno inteligenco rešiti probleme in tukaj sem na eni konferenci zasledil, je ena druga ekipa prišla do zelo zanimivih rezultatov. Na osnovi krivulje porabe
se da ugotoviti, kdaj je neko gospodinjstvo nabavilo električni avtomobil. Iz tele krivulje se vidi, vsake toliko nekaj dni, oni napolnijo avto. In tukaj potem pride špica. Zdaj, ko bo enkrat prišlo do plazu, da bo veliko teh avtomobilov prodanih, je treba to upoštevati pri napovedih. Mogoče še primer krivulja neke povprečne družine se izkazuje na takle način. Krivulja starejših ljudi imajo nek drug tempo, je lahko čist drugačna. Tako da, ker je teh podobnih odjemalcev zelo veliko, nima smisla, da vsakega posebej obdelujemo, ampak jih lahko razvrstimo v profile. Skratka, če se vrnem na to iztočnico, cilj je to ujeti, da se bosta krivulji čim bolj tesno ujemali, tako da, kaj nas čaka v nadaljevanju, izbrati moramo določena orodja, s katerimi se da še delati te napovedi. Tukaj je nekaj naštetih metod. Recimo ena izmed metod umetne inteligence je uporaba nevronskih mrež. Mislim, da so ravno nevronske mreže uporabili pri detekciji tistega avtomobila, polnjenja avtomobila. Tako da naše naloge so pa za tja do leta 2022, da prepoznamo še kakšen tak ključen dejavnik, ki vpliva na napovedi. Moramo oblikovati nek model izračuna in pri tem upoštevati dve stvari. Vsak dan delamo za naslednji dan napoved. In ta model mora biti dovolj natančen in ne sme biti časovno potraten. Da ne bi izračunavanje trajalo 2 dni, ker moramo itak za vsak naslednji dan dati napoved. Tako da, seveda, da bomo do tega prišli, je treba nekje sprejeti odločitve, katera orodja in katere algoritme umetne inteligence uporabiti. Tako, s tem bi zaključil in če so kakšne vprašanja,